Živijo naši ustvarjalci, evo nas spet skupaj. Tokrat smo si pa zbrali omaro. Ja, omara je nekaj, kar imajo ljudje na splošno radi. Noter skladiščimo svašta stvari in je super fajn, dokler le sebe nimamo zaprtega v tej omari. Pri tem projektu sem si izbral nekaj bolj čistega in to so nalepke, ki so me seveda sicer zaradi mojega dragega okusa koštale svinjsko veliko denarja, ampak obstajajo tudi cenejše variante in na splošno so nalepke super, ker samo neko stvar oblepimo, praktično kot da bi težave in stvari pometli pod tepih in jih z njimi prekrili. Pomembno je, da prvo odstranimo čisto vse stvari, torej da je površina skozi in skozi ravna, brez kakšnih izboklin, da se bo nalepka lepo prijela. Ko sem jemal ven nosilce vrat, so seveda te stare iverke mi nekoliko popokale. To sem rešil z sekundnim lepilom, seveda se lahko proba tudi z lepilom za les, ampak nekako sem jaz na sekunde bolj navajen kot na ure. Ko sem popolnoma vse odstranil in dobro očistil prahu, sem se lotil oblepljenja notranje strani, za katero sem izbral imitacijo ogledala, špegla in naj vam povem, ne tega delati sami. Pri lepljenju večjih površin, torej z nalepkami, je zelo pomembno, da imamo celotno linijo zelo ravno in da nam sproti nekdo, torej z serveto, briše in gladi, da stisnemo ven popolnoma vse zrak in da nam celotne nalepke ne vleče po strani. Ne pa tudi verjeti vedno ravnemu odrezu, torej industrijskemu, ker se je v tem primeru zgodilo, da to, kar sem kupil v trgovini, ni bilo ravno odrezano in ko sem to slepo zaupal, sem ugotovil, da mi celotno nalepko vleče po strani. Tega pa ne želim. Seveda je celotna nalepka bila nekoliko prekratka za samo dolžino stranice vrat in jo je bilo potrebno, torej po domač, štukati. Tukaj je tudi zelo pomembno, da si odrežemo na obeh straneh raven rob in potem normalno nadaljujemo. Ker je lepilo ena stvar, mehanska klamfa pa druga, sem si izbral, da robove teh stranic obklamfam, saj lepilo na celotni večji površini lepo prime, ob robu pa ne tako in mi bo to kasneje ta fiksacija prišla še kako prav. Ko se je oblepila notranja stran vrat, je prišel čas za zunanjo in spet smo ugotovili, da ni bila ravno odrezana in je bilo jo potrebno ravnati. In tukaj je spet zelo pomembno, da nalepko poravnamo z zgornjim in stranskim robom, da bo potem celotna nalepka lepo šla. Tudi če prije do kakšne napake, se lahko malo odlepi in potem zalepi nazaj. Kaj problem? Tudi to zunanjo nalepko je bilo potrebno torej štukati. Tukaj sva celo lovila te vzorce, ker sva pač pedantne driske in je ta končni izgled zelo važen. Vkolikor so kakšne druge nalepke, ki nimajo takšnega vzorca, ne rabimo biti tako pedantni. Na koncu sva ugotovila, da se ful bolj splača, če se nalepko, kadar lepimo zunanje dele, že prej ukroji na dimenzije omare in se potem izognemo rezanju z olfa nožem. Sva pa se tudi odločila, da stranski oziroma zadnji del, ki se ne vidi, utrdima s klamfanjem. Na vrsto je prišel
del, ko je treba tudi notranji del omare oblepiti s temi industrijskimi nalepkami. In tukaj ni bilo druge izbire, kot da že prej vse se ukroji, odreže. Probala sva različne tehnike in na koncu prišla do zaključka, da je najboljše iz strani ravnati ta rob in ga loviti, in vkolikor pride do nepravilnosti, se nekoliko odlepi in potem spet zalepi nazaj. Brez pardona. Na koncu sva tisti višek pol centimetra odrezala z olfa nožem in tako nadaljevala celoten postopek lepljenja na notranjosti omare. Tako, notranji del omare je oblepljen z nekoliko heksenšusa in nekaj malega požrtega živčkov. Iz ostankov se je obdelala še sprednja stran spodnjega dela omare in zdaj je omara pripravljena na naslednji korak. Vse robove omare bom obdelal z aluminijastimi L-profili, ki se kupijo v trgovini za zaključevanje pragov, štenk pri polaganju ploščic in podobno. Gre se pa za to, da robovi so konstantno izpostavljeni temu stresu, pa šlatanju, obremenitvi in to bo vse skupaj ojačalo in preprečilo, da bi nalepka cvetela kot nizozemski tulipani. Sama obdelava ni tako zahtevna, kot zgleda. Pomembno je, da se glede na dolžino teh robov in zaključnih lajšt torej odmeri sama dolžina, se potem ta odžagani del pobrusi, se na enakomerni dolžini naredijo luknje, čez katere potem gredo majhni vijaki za les in se to enostavno pritrdi na leseni del omare. Ko sem vse robove obdelal, seveda mi ni moj savinjski gen dal miru, ko sem videl, da je ostalo še nekaj ostankov nalepk in sem se odločil, da bom s patchworkom in z detajlnim štukanjem porabil še preostali material. Enostavno bil je predrag, da ga pustim za kaj drugega. Tako, dragi moji ustvarjalci, vse se je oblepilo, vse se je zbrusilo, odžagalo, vsa svinarija se je počistila, posesala in zdaj je čas, da tem nalepkam vzamemo nedolžnost in da omaro pripravimo na nov life. Ker sem pa seveda težek fan elektrike in vse, kar je z elektriko povezano, sem se odločil, da bom tej moji omari dal dodaten sijaj in svetlobo, zato sem za relativno male denarce v trgovini kupil LED palico, ki jo bom enostavno pritrdil v samo omaro. Na zadnji strani se bo zvrtala luknja, naredila se bodo vodila in omara bo zelo svetla. Tako, gotovi osnovi omare lahko vrata vrnem v prvotno pozicijo. Pazim seveda na tečaje, da enakomerno apliciram pritisk, da jih ne polomim. Tudi moram malo nastaviti sam razmak
med omaro in med samimi panti, da se vse lepo zapre. In potem je čas, da zmontiram nove ročaje, ki se seveda lepo podajo k temu dizajnu. Ja, tole je pa že skoraj bolj primerno za kak fotostudio. No, napočil je čas za police. Seveda ohranil sem prvotne luknje sam zaradi tega, da lahko police različno nastavljam v prihodnosti. Police se lahko oblečajo v star topopodn, lahko se oblečajo v blago. Jaz sem ohranil te lesene, zdaj je pa tudi napočil čas, da potegnem dol še to zadnjo zaščitno folijo, ki potem omogoči, da notranji del vrat postane pravo ogledalo. Takole, dragi moji, naša omara je gotova. Je res, da je koštala nekaj več denarja, ampak seveda se lahko izberejo cenejše nalepke in lepo je videti, ko iz takele stare zadeve nastane neki tako fabulous. Vam pa želim, če se boste tega lotili ali ne, da vaše omare izgledajo lepo, da so lepo pospravljene in da se ne rabite skrivati v njih.